Skrivališče, če bi bil bombni napad, da se skriješ pred stavbo. To, ne? Je pa tudi, recimo, si predstavljate, da je bil potres. To je za nas, verjetno, bolj verjetno. Če je bil potres, pa da bi se vse zrušilo, ali pa velik, pa bi bilo nevarno zunaj, bi se tukaj noter pač ljudje, ki tukaj okrog živijo, lahko zatekli. Vete, jaz sem si za nalašč, sem si sprintal eno stvar, ki piše zaklonični red. Piše, kaj moraš in česa ne smeš, recimo. Zdaj, česa ne smeš, tam je bilo najbolj všeč. Samovoljno zapustiti zaklonišča. Kaj to pomeni? Da reče, da tam jaz tega ne bom več poslušal, pa se zrače zdaj ven, no ne smeš, ker to piše zaklonični red, Moš te vstal, zdaj do konca, ko mi jaz rekel šele, pol greste lovi, Aj prav? Ne, se hica, vse, če vam je dost, kar pejte ven na zrak, pa brcajte tisto, kaj že je. Ampak v zakloničnem redu, to se pravi, če bi nekaj zares prišlo, ne smeš iti kar ven, Šele takrat, ko ti dovoljo greš, Pa poslušajte to, domačih živali, te noter ni. Čeprav, vam povem, zdaj boste pošljiva, ki je kolegica danes tukaj čistila včeraj, je našla neke stvari, ki so bili takole po potih, od domačih živali od miši, pa verjetno tudi od podgagu. Oni to tle noter so, verjetno, čeprav niso domače, Evo, pa ne smeš tukaj not kaditi, ne smeš alkohola, ampak dokaj... Prosim? Lahko se zadržiš, če kaditi, zaradi tega, ker če deli... Tako, to so skratka, v zaporu to lahko počneš, v zaklonišču to ne smeš, Je pa tudi tale mi je bila zanimiva, kaj moraš, ko priješ v zaklonišče, imeti seboj, Torej s tistim namenom, ne, tako smo mi prišli, zdaj, kaj pa te lukni noter, Ampak če bi prišli za res, da bi bil potres, recimo, piše, da je treba s sabo imeti nekaj, ki se prej pripraviš, zasebno higijeno pribor, jedilni pribor, tukaj ni žlic, zdaj televizije tudi noter tukaj ne bi gledal, je pa piše, zdravila je treba vzeti sabo, tiste, če jih doji, pa očala, knjige, mogoče knjigo kako doma, ti imaš knjigo, no evo, zdaj, če imaš ti knjigo, pa lahko tudi mi ostanemo, ker smo vsaj do neke mere dali zaklonični red, recimo zadostili temu, Knjige, družabne igre, ampak dokaj sabo, če ne bi se zmislil, a ste videli, da imajo neke družabne igre, kakor rimske neke, pa v bistvu so navadni orehi, pa in koš, pa mečejo noter, To je že družabna igra, Mi bi se hitro tako izmislili, ker nam bi bilo dolg čas biti, to je kakšne naumnosti. A veste, koliko zaklonišče v Sloveniji? 2250 približno. A veste, kaj so imeli pa Rimljani pod mestom? Predore. Kaj pa to so bile katakombe? To je isto. Pod mestom, prirodi, pa se bile pa mestena. Skratka, zdaj katakombe, to predvsem govorim za tisti, ki smo malo starejši, mislimo, da so katakombe so vedno malo mislili, to so bile, ki so se skrivali noter, kristjani pred Rimljani, ki so jih preganjali, pa tako naprej. Katakombe so v bistvu pokopališča. In pod Rimom jih je menda še dosti neodkritih, velikih je tisto, kar so podkrili, ko računajo 100 do 150 kilometrov rovov, kjer so bile grobnice noter. Ker meni so rekli, bomo mi tudi šli, zdaj bomo imeli dan poletavcev, pa gremo v katakombe. Kaj, gremo na pokopališče, ne, v zaklonišče, no, se neko pa je vredno, kaj veste. No, v glavnem, te katakombe so bile tako, to so bile navadna pokopališča. Ker so seveda, to so bile sobe, ker so jih noter pol take luknje so naredili, pa so trupla odložili, pa so jih pa to zaprli, če ne bi to skratili. Ampak ljudje tam noter kaj dosti niso bili, samo, ki je bilo treba pokopati, pa takoj ven, tako kot bomo mi takoj zdaj mašli ven. Drugače pa, jaz sem zdaj eno debelo knjigo bral, ne zato, da bi ven prepujval, od Rima, zato mi zanima, pa ne samo od starega, tudi tako, In veste, kaj mi je bilo iz tiste knjige najbolj všeč?
tam noter je pisal med drugim tudi, da je bil Rim, je bilo to lepo mesto. Je bilo lepo mesto za tiste, ki so imeli veliko denarja. Pa so bili uspešni vojskovodja in senatorji, ne vem kaj. Oni so imeli fino, vile so imeli, kaj se reče. Pa veste, ker so Rimljani poznali. Prosim. Mi se tudi zdaj v šoli učimo v Rimljani in nam je učiteljica pokazala eno sliko nage ženske in tam je bil, ko se je šla kopati v svoj tale... V bazen? Ja, in pol je rekla, da to so imeli sam bogati. Tako je, ne. Torej to, da se je šla Rimljanka kopati v svoj bazen, to mi kar pozabimo, ne. Ker večina Rimljanov so živeli, veste, v takih inzulah, so jim rekli, takih bloki so bili, ker noben je vedel, koliko je noter ljudi. Pa ni bilo noter ne vode, pa ne centralne, pa tudi ne kanalizacije. Zakaj pa je kanalizacija? Zato, da grejo... Ja, kaj pa večina gre skozi kanalizacijo iz naših hiš? Trekci pa lulamo. Trekci pa to, kar polulamo, ne? Evo, zdaj pa poslušajte to, ne? In v tej knjigi, ki je taka debela, resna knjiga, jaz berem, ne? Berem, ne? Da pač seveda niso poznali kanalizacije, niso poznali obtokov, ne? Kam so pa lulali pa kakali Rimljani? Za drevesa. Ja, ne na cesto niso, ne, glih na cesto, niso ven leteli, ne? So doma to naredili, ne? Ampak so imeli taki, ko se reče, po domači rečem, kakle, ne? Tisti, ki so to doma počeli, ne? Niso na štrbom, so imeli kar iz gline, iz terakote, take posode, ne? In te posode so praznili. Ko se jim račilo, je bilo to navadno, da so to vsi delali, ne? Veste, ko so to delali? Ja. Vrgli so na cesto, ne? Ampak zdaj problem rata, ne? Ker niso menda samo, ne? Da je večkrat kot, da je samo tisto, kar je bilo, tisti posodi ven leteli. Je tudi letela doskrat tudi posoda zdrava, ne? Ker tiste kahle, ne? Tista terakota, ne? Tista glina, ni bilo nič uredna, tam je bilo tega še pa še, ne? In so prav v rimskem zakoniku, torej tam so imeli zakone napisane, Rimljani so bili znani potem, ne? Tam not je točno pisalo, kaj ti lahko zahtevaš od nekoga, ko ti tisto kahlo vrže, ne? Pa če te zadane, to ti lahko tudi ubil, ne? To ni hec, ne? In piše noter, prav so, en pesnik je napisal, ne? Da si zelo neodgovoren, če greš zvečer po rimskih ulicah, ne? Ne da bi prej napisal poroko, ne? Ker te lahko kahla zadane, to ubije. Če si imel pa srečo, vi se kar smejte, če si imel pa srečo, da te samo malo, vem, da te malo razpila fej, pa tako, pol si pa lahko zahteval odškodnino. In si lahko zahteval povračilo stroškov, ki si jih imel zdravnikom. In če si delal kje, tisto, kar si izpad dohodka, kot rečemo, to se ti je šlo. Gorje pa, recimo, če si bila ti kakšna lepa dama, pa te zvečer kakšen na večerjo hotel perat, pa je vate tista kakla, pa te, ne vem, da si imel kakšno brazgotino, Ker, če si pa postal, to je pa pisalo, da svobodni Rimljan pa nima cene, to pa nismo nič upravičen do nobene odškodnine, To so, a veste, kaj vam jaz zdaj prepozujem, ker misle, da je bilo Rim, da je bilo to neko lepo, cvetoče mesto, niso imeli, pa smeti, veste, koliko je bilo smeti, To ni bilo komunale, da bi to odvažali, To je bilo vse na rimskih ulicah, In taka vremena, ki smo ga mi letos imeli, to bi bili strašno Rimljani zadovoljni, Ki je bilo veliko neviht, pa je veliko dežja, to je vsaj malo odplaknili, Če ne so pa čakali, da je to zgodilo, Kaj se smejate, Ki so se tudi dogajali v starem Rimu, prav v Rimu, v mestu, pa še to vam povem, tole, ki vam govorijo 2000 lete mone, po šolah, pa tako, vse vam prej napovedovalca ste ga kaj slišali, ki je rekel, zakaj je letos 2000 let, torej, da je letos 2000 let, odkar je tukaj stala, so postavili mono, to ne drži, ker to je bilo ravno tako, če bi vam jaz rekel, da ste se vaš ati pa mami, da ste se spoznala takrat, ko ste se vi rodili. Verjetno ste se vsaj enkrat prej, če ne večkrat,
In ravno tako je to, ker Emona je že stala, že zdavnaj, takrat so se spomnili, da bi bilo pa še čas, da obzidje okrog mesta naredijo.